Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico poklanjam Liamu ter Zali, ki ob večerih zelo rada prisluhneta pravljicam. Liam in Zala bi želela slišati lepo zgodbo iz zbirke Čudoviti svet filmov Disney in Pixar, v kateri bomo spoznali malce nenavadno prijateljstvo med dinozavrčkom Arlom ter dečkom po imenu Flick, ki sta se podala na zanimivo dogodivščino. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljični želji Liama ter Zale z naslovom Dobri dinozaver. Pred 65 milijoni let je skozi vesolje proti Zemlji brzel ogromen asteroid. Ko je vse kazalo na to, da bo vsak hip zadel naš modri planet, je meteor splamtel in švignil mimo. Dinozavri so dvignili glave in pogledali za njim, nato pa so se vrnili k svojim pravilom. Življenje je teklo dalje in ker dinozavri niso izumrli, so se več milijonov let nemoteno razvijali dalje. Nekateri so se pričeli ukvarjati s kmetovanjem. Ob vznožju visoke gore sta kmetovala Henrik in Ida, par apatozavrov. V kratkem naj bi se njuna družina povečala. Ko je končno napočil veseli trenutek, sta se Henrik in Ida nagnila nad svoje gnezdo in nestrpno čakala. Iz prvega jajca se je izvalila vesela hčerka Lili, iz drugega pa njen bratec Silak, Bor. Zadnje, največje jajce je skrivalo zelo majcenega dinozavra, ki se je nadvse bal priti ven. Pozdravljen, Arlo, ga je ponosno pozdravil oče Henrik. Ko so trije dinozavrčki nekoliko zrasli, je vsak prejel svoje zadolžitve. Lili in Bor sta svoje naloge opravljala z lahkoto, Arlo pa je bil tako plašen, da se je bal dobesedno vsega. Henrik in Ida sta na družinskem silosu odtisnila spominske odtise svojih stopal. Otroci so hoteli dodati na silos tudi svoje odtise, vendar jih je oče ustavil. To je bil privilegij, ki se ga je bilo potrebno zaslužiti. Lili in Bor sta kaj hitro izpolnila pogoje, ki so bili potrebni za odtis šape na silosu. Arlo pa je komaj čakal, da bi tudi on smel pustiti svoj odtis, vendar ga je pri tem ovirala bojazljivost, zaradi katere mu ni uspelo izpolniti niti enega izziva. Čeprav ga je mama neprestano spodbujala in verjela vanj, je bil Arlo še vedno precej negotov. Nato je oče dobil dobro zamisel. Ko so vsi domači že sladko spali, je odpeljal svojega sina na jaso. Nenadoma je Arlu na nosu pristal žužek. Mali dinozaver je zakričal od strahu, oče pa mu je pokazal, da ima ta drobni prišek lučko, ki prijetno sveti. Ko boš premagal svoj strah, boš lahko videl lepoto, ki se skriva v drugih, mu je zaupal Henrik. Naslednji dan so ugotovili, da nekdo uničuje družinsko polje koruze. Oče in Arlo sta si šla ogledat škodo. Ko jo je pot pripeljala do reke, se je razbesnila nevihta. Ravno sta se hotela obrniti, ko se je nenadoma odkrušila skala, na kateri je stal Henrik, in ogromen val je nemočnega dinozavra odplavil s seboj. Obupani Arlo je ostal sam. Brez Henrika je morala cela družina trdo delati, da bi si nabrala dovolj zalog hrane za zimo. Arlo je prisegel mami, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da ne bodo ostali brez živeža. Nekega dne je Arlo pobiral koruzo, ko je naletel na prav tistega škodljivca, ki sta ga takrat lovila z očetom.
Če ne bi bilo tebe, bi bil moj oče še vedno živ, je zakričal in se pognal za čudnim bitjem. Prignal je škodljivca vse do brega reke. Stvor je imel med zobmi koruzni storž in je nerazumljivo čebljal. Arlo se je pognal v napad, pri čemer sta oba izgubila ravnotežje in padla v reko. Na srečo se ni Arlu nič zgodilo. Opraskan, premočen in neznosno sam se je skobacal na breg, z vseh strani obkrožen z visokimi pečinami. Opazil je, da je tudi čudna mala pošast nepoškodovana prilezla na breg. Sedela je na robu pečine in presunljivo zavijala. Vsega si ti kriv, je zakričal dinozavrček. Začel se je vzpenjati po skalah, da bi se ponovno pognal proti vsiljivcu. Ko je priplezal na vrh, je opazil, da ga je rečni tok odnesel daleč od doma. Čeprav je imel z vrha razgled na vso dolino, nikjer ni videl domače kmetije. Arlo se je napotil vzdolž reke, vedoč, da bo slej ko prej našel domov. Bil je lačen in utrujen. Ko je poskušal utrgati nekaj sadežev, se mu je ena od nog ujela v skalnato razpoko. Znašel se je v pasti in tako ujet je dočakal noč. Na koncu je od utrujenosti zaspal. Ko se je prebudil, je presenečen odkril, da lahko svobodno premika noge. Past je kot po čudežu izginila. Začelo je deževati. Arlo si je izvejel, je na hitro postavil zasilno zavetje in v njem prevedril. Ko se je zjasnilo, je opazil, da mu je čudna mala pošast, ki jo je lovil prejšnji dan, prinesla nekaj hrane. Mogoče pa ta stvor sploh ni bil tako slab. Je bilo mogoče, da ga je on osvobodil pasti, v katero se je bil ujel prejšnji večer? Ker je bil še vedno lačen, se je odpravil iskat jagode. Tokrat je dovolil malemu bitju, da mu sledi. Nenadoma pa se je iz grmovja pojavila gromozanska kača. Arlo kar ni mogel verjeti svojim očem, ko se mu je malo bitje postavilo v bran. Kača jo je ravno dobro odkurila, ko se je iz bližnjega gozda prikazal ogromen stirakozaver. Na njegovih rogovih so sedele najrazličnejše gozdne živali. Izkazalo se je, da jih prenaša s seboj, ker mu pogosto priskočijo na pomoč. Arlo je sklenil, da bo poslušal nasvet stirakozaura in tudi sam udomačil svojo malo zverinico. Poimenoval jo je Flek. Noč se je spustila nad gladino mirnega jezera. Hitro se je izkazalo, da imata Flek in Arlo več skupnega, kot bi si mislil na prvi pogled. Ker Flek ni znal govoriti, sta se sporazumevala z risanjem v pesek. In kmalu sta ugotovila, da sta oba izgubila družinskega člana. Skupaj sta tulila v luno. Naslednji dan sta Arlo in Flek nadaljevala svojo pot domov, ko sta nenadoma naletela na skupino strašljivih tiranozaurov. Na njuno srečo se je izkazalo, da gre za prijazno družino tiranozaurov. Urha, Špelo in njunega očeta Berta. Bili so preprosti kmetje in so iskali svojo čredo dolgorogih krav, ki jim jo je nekdo ukradel. Arlo jim je ponudil kupčijo, ki je niso mogli zavrniti. Če Flek izvoha njihovo čredo, bodo oni v zameno njima pomagali najti pot domov. Tiranozauri s početka niso verjeli, da bo kaj iz tega, ampak Flek je takoj našel sled in vsi skupaj so odhiteli čez prerijo. S Flekovo pomočjo so tiranozauri brez težav našli čredo krav, ki se je pasla v zeleni dolini. Oče Bert je Arlo naročil, naj privabi kradljivce njegovega goveda. Arlo ni vedel, kako bi to storil. Takrat pa ga je Flek ugriznil v nogo in Arlo je na ves glas zatulil. Visoka trava je vzvalovala, nekaj se je bližalo. Arlo in Flek sta se znašla iz oči v oči s četverico velociraptorjev. Tiranozauri so brez oklevanja planili v napad.
Ko so velociraptorji obkolili Berta, je ta poklical Arla na pomoč. Arlo ni okleval niti za hip. Enega od velociraptorjev je onesposobil z dobro umirjenim udarcem v glavo, nato pa pomagal tiranozavrom premagati še ostale napadalce. In na koncu so skupaj zmagoslavno zarjuli. Ta večer je trojica tiranozavrov pripovedovala Arlu o svojih neverjetnih dogodivščinah. Arlo je žalostno priznal, da bi si tudi sam želel poguma za enako imenitna dejanja. Njegovi novi prijatelji so mu zagotovili, da je strah mogoče premagati. Še več, prav zaradi njega spoznamo, kdo smo. Kot so obljubili, so tiranozavri Arlu pomagali najti pot domov. Arlo je v daljavi zagledal vrh gore, ki se je obsijan s soncem dvigoval iz meglic in oblakov. Tako je vedel, da je to gora, ob vznožju katere je njegov dom. Dvignil je Fleka, da je videl tudi on, in obema je zaprlo sapo. Nažalost pa to še ni bil konec njunih prigod. Na lepem so nebo zatemnile zlovešče krilate postave. Mlada pustolovca so napadli pterodaktili. Eden od njih se je pognal proti Fleku in čeprav ga je Arlo objemal z vsemi močmi, mu je pterodaktili strgal in odletel z njim v modrino. Arlo se je spomnil, kako hudo je bilo, ko je izgubil očeta in ni bil pripravljen izgubiti še edinega prijatelja. Hrabro je stekel skozi dež in strele, dokler ni ob reki dohitel pterodaktilov. Flek je bil ujet v trohnečem deblu, ki ga je obdajala deroča reka. Arlo se je brez oklevanja pognal napad. Udaril je po pterodaktilih, zdaj z glavo, zdaj z repom in hitro dosegel premoč. O preplašenem, bojazljivem dinozavru ni bilo več ne duha, ne sluha. Nenadoma so se tla pod njegovimi šapami zatresla. Arlo je uganil, kaj to pomeni. Kmalu bo po reki navzdol prišel veliki val. Brez razmišljanja je pohitel Fleku na pomoč. Ko je priplaval do njega, se je Flek še naprej pogumno branil pred napadi pterodaktilov. Nenadoma je nad njiju izgrmel orjaški val vode in jo odplavil. Arlo in Flek sta se poskušala boriti s tokom, za mano. Nezadržno sta se bližala slapu. Arlo je stisnil Fleka v objem, zamižala sta in padala v brezno. Ko je priplaval na površje, je Arlo še vedno objemal Fleka. Odplaval je na breg in odložil prijatelje na pesek. To se mu le ni kaj zgodilo. V tistem hipu je Flek zakašljal in odprl oči. Deček in dinozaver sta se nasmehnila drug drugemu. Bila sta živa in zdrava. Naslednje jutro na vse zgodaj sta Arlo in Flek prispela v Arlove domače kraje. Tam jo je čakalo presenečenje. Približala se jima je človeška družina, ki je z zanimanjem pozdravila Fleka. Čeprav so ga toplo sprejeli, se jim je deček iztrgal in stekel nazaj k svojemu dinozavrskemu prijatelju. Arlo je vedel, da Flek ne more ostati z njim, saj je bilo njegovo mesto med ljudmi. Deček in dinozaver sta se še zadnjič objela, nato pa se je Flek odpravil naprej s človeško družino, ki ga je sprejela medse kot družinskega člana. Arlo je sam nadaljeval pot. Proti večeru je v daljavi zagledal domačo kmetijo. Mama Ida najprej sploh ni prepoznala močnega, samozavestnega dinozavra, ki se je približeval. Nato je poklicala Lili in Bora, da so se vsi štirje po dolgi ločitvi zopet ljubeče objeli. Arlo je zdaj smel na družinski silos pritisniti odtis svojega stopala. Oče je mesto tik zraven svojega prihranil zanj, če bi izpolnil nalogo, da se znebi škodljivca, ki je pustošil po njihovem koruznem polju. Toda Arlo se škodljivca ni le znebil, temveč ga je tudi vzljubil z vsem srcem.
Bravo, Arlo in Flek. Kakšno trdno prijateljstvo se je razvilo med vama. Prav neverjetno. In verjamem, da sta se še kdaj srečala ter se odpravila na kakšno novo, nepozabno pustolovščino. Liam in Zala, najlepša hvala za idejo o navdihujoči zgodbi, ob kateri smo uživali prav vsi. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še zabavni pravljici z naslovom Užaljena metla in ljubeznivi sesalec, med katerima se je prav tako razvilo prijateljstvo. Vabljeni k poslušanju. Prijeten pozdravček Liamu in Zali, ter pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravljičnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte in ne pozabite. Prijateljstvo je tisto, ki nam daje moč, in prijatelji so tisti, ki nam lahko pomagajo premagati vse ovire. Pošiljam vam dinozavrski pozdravček. Čau, čau. Bravo, Arlo. Si pa res postal pogumen.